Ljubljana, kraj nesrečnega imena, kjer megla zgodaj jeseni zakrije nebo in sonce in vse ostalo. Ampak mi smo šli spet na en izlet in tokrat smo šli v Belo krajino, kjer po pravici povedano nisem bil še nikoli. Na izlet smo šli tokrat z Hyundai Kono, ki je imela pogon na elektriko. Najlepša stvar pri vsem skupaj je, na avtocestah ti avtomobili danes vozijo čisto sami. In potem tik pred Novim mestom je ta nesrečna megla tudi izginila in posijalo je sonce na to našo lepo deželo. V Belo krajino pa se pravzaprav pripelješ čez Novo mesto ali pa čez dolino Krke ali pa čez Kočevski Rog. Mi smo izbrali najbolj vzhodno varianto in šli čez Novo mesto. V Belo krajino se z Novega mesta peljemo proti prevalu Vahte, do tja pot gor pa vodi čez traso gorsko-hitrostne dirke Gorjance. In tu imamo lepo prvi postanek in vidimo parkirišče za dirkalne avtomobile in tu je tudi odsep za težko vodo. V Beli krajini se vedno nekam pride, malo tja, malo nazaj, malo gor pa na hribčkih, pa malo navzdol po dolinicah. Doline niso pretirano izrazite, slej ko prej najdeš kako stvar, ki sploh nisi iskal. In tako smo našli tudi razgledno ploščad, pravzaprav razgledni stolp na Krašnjah. Ker se sam ne poslužujem raznih alpinističnih podvigov, smo tja gor poslali Uršo. Ker če pade, naredi malo manjši krater kot jaz sam. Naslednja znamenitost poleg belokranjskih očic so tudi 3 fare, to so 3 gotske cerkve iz srednjega veka, od katerih ima samo ena zvonik, zakaj pa ostali 2 nimata, pa ne ve pravzaprav nihče. To pa je znamenito belokranjsko letalo Douglas DC-3 ali kot vojaška različica za transport C-47, ki je med drugo svetovno vojno prevažalo vojaško opremo in ranjence iz osvobojenega ozemlja v Beli krajini pa do Italije in nazaj. Z njim je povezana tudi zgodba, kako so leta 1944 iz doline Drave in taborišča v Mariboru reševali vojaške ujetnike, ki so potem čez celotno Pohorje, celotno Zasavje in Dolenjsko prišli v Belo krajino in ta podvig še danes velja, poznan je tudi pod imenom Vranov let, ker je bilo ime poročniku, ki je tole vodil, imel vojaško ime Vran. Še danes je ta podvig poznan kot Vranov let. Priloški ribniki ležijo ob zdajšnjem belokranjskem letališču, notri so hudo veliki krapi, ki prestrašijo vse moj mimoidoče, vključno mene in Uršo. Na drugi strani pa je naravni habitat, manjši ribnik, v katerem živijo tudi belokranjske želvice. Tam blizu smo se tudi prvič srečali z reko Kolpo v avtokampu Krasinec, kjer pa smo naleteli na nenavaden prizor, kako je bilo vse ograjeno za to našo znamenito ograjo, ki so jo pred leti postavili, da bi državo zaprli pred migranti, vendar ni rešila ničesar, razen da je hudo skazila podobo pokrajine. Ograjo zdaj v teh tednih in mesecih že razstavljajo in bo počasi postala preteklost. Grad Gradac je postavljen na pomol nad reko Lahinjo v vasici, ki je ime, ne boste verjeli, Gradac. Prvič ga omenjajo v 13. stoletju, potem pa je večkrat zamenjalo lastnike. Med drugo svetovno vojno pa je bila tu partizanska bolnišnica in štab. Po drugi svetovni vojni je pod lastništvom države začel pospešeno propadati in trenutno je v precej slabem stanju. Eden najlepših skritih kotičkov na našem izletu je izvir reke Krupe. Reka je dolga malo več kot 2 km in izvira pod apnenčasto steno in se potem izliva v reko Lahinjo. V reki živi veliko domačih in nedomačih živalic, med njimi tudi človeška ribica.
Po Metliki in Semiču smo obiskali še tretje mesto v Beli krajini, Črnomelj, ki je tudi največje. Najbolj južni del naše države in tudi najbolj južni del Bele krajine je Vinica, kjer je Oton Župančič delal mehurčke. V Beli krajini slej ko prej naletiš na makadamske bližnjice in tudi avtohtoni belokranjski traktor, ki se mu brez težav umakneš. Za konec smo si hoteli ogledati sotesko reke Kolpe še skozi zic na robu Kraškega Roga, vendar je bila cesta zaprta. Proti Ljubljani smo se vračali čez Črmušnice, kjer se tik pod vrhom še zadnjič ozremo na Belo krajino in razgled je zares veličasten. Pot je potem do Ljubljane vodila še po dolini reke Krke, ki jo bomo opisali enkrat drugič.